The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, dobrodošli sončki, nazaj, nov kolesarski čvek, danes je z mano spet Petra, šla bova čez ful enih zanimivosti, ki jih je Petra nabrala, malo še ocenjevanje kolesa, ta vikend smo imeli en ful lušten dolg izlet, tak malo bolj naporen, tako da v tem boste več videli v četrtek, se pravi v vlogu. Šla bova mogoče še čez debato, zato da vidimo, kako Petra dobro svetuje, ker sem se prvič na tehtnico postavil, pa se je cifra kar velika. Ti je napisala error. Tako da moram več čez to čez, kakšne nasvete bo kaj Petra potalala, zdaj, ko ima malo izkušenj, koliko ti si šla 18 kil dol? Ja, 17, Okay. pa tudi zdajle sem na malo bolj strogi. Oziroma nisem na strogi, bom razložila, zakaj se gre. No. Ja. Dobar. Tako da imamo to. Najprej, ko naj začnem? Naštej vse tiste akcije pa popuste. Ne, pa sej v teh akcijah pa popustih nekaj preveč veste, kjere počiljke se čakajo in sem jaz že kar orang živčen, ampak ne bi prišlo v kratkem. Če kdo hoče kaj testirati, imamo pač kolesa so kle zato, da se jih sproba, tako da če kdo si želi kolos testirati, ga dobi zastonj za vikend ali pa med tednom je še najboljš, ali pa kakšne obroče, tako da to je to. Najprej bi pa začel zdajle s klubom. Vem, da vas je že kar neki, ki se hočete prijaviti v Stravo noter, še vedno ne dela, vam vsi verjemte, da boste izvedeli takoj, ko se bo dal. Trenutno iščem alternative, kako bi v bistvu isto lahko, če Strava ne bo omogočila, ker zdaj sem jim poslal že toliko mailov, pa ni nobenega odziva nazaj in niti ne vem, kako naj pač to uredimo, da bo pač funkcioniralo, tako da zdaj razmišljam, kako bi se dal še drugače speljati, da bi v bistvu bilo vse avtomatizirano. Tako da jaz upam, da bom do naslednjega tedna to vse zrihtal, pa da bo to delal, če pa Strava prvolila, je pa itak že vse upalan in pač vse funkcionira, ker sem jaz svojim profilom pač sprobal, ampak nažalost samo en profil dela. Tako da, to je ta prva stvar. Ta druga stvar, prišel vas je kar neki se prijaviti v klub, ki mogoče niti ne bi pričakoval, pa mogoče tudi ene par takih, ki ste se prijavili tudi zaradi tega, ker pač naj vas Petro spremljate in sva vam kot neka vzpodbuda za to, da ste kolesarili lepše da kolesarite, da se spravite v formo. In to se mi zdi, da je, ne vem, po moje lepše zahvale, lepšega komentarja jaz nisem slišal že zelo dolg časa in mi je pač to ful všeč, ker v bistvu zaradi tega, to je tudi en razlog, zakaj se vse to dela, zato da pač imate vi še dodatno voljo in motivacijo in zato sem zdaj rekel še Petri, da bova šla še malo čez uno čez. Ja ne, ker pač je res tako. Tako da ja, par vas je zdaj že naročil tudi tele bodyje nove, tukaj morate vedeti, da jih je zelo malo, se pravi 10 kosov bo belih, 10 kosov bo zelenih in v small velikosti. Pa ženskih pa nija, ne? Ja, ženskih zaenkrat ne. Mogoče bomo tudi če ženske naredili, sam zaenkrat si sam ti v klubu kot ženska. Tako da... Kot ženska, ja pa nam zato imela moške pene. Ja ne boš, sam... bom mogoče ti lahko turimo enega ženskega noter. Sem pozanimal. No, skratka, tako da tisti, ki hočete to imeti, probite res čim prej naročiti, ker polka jih ni, jih po vsej verjetnosti do naslednjega leta ne bomo naročevali, razen če se vas bo še toliko v klub prijavil, da bo treba pač naročiti, da boste zainteresirani. Tako da trenutno nas je že večkrat pač s temi, ki vem, da so se že prijavili, pa še niso dodani že več kot 30, tako da evo, hvala lepa vsem. Planiram, da nas bo zdajle do konca tedna še 50, da pridemo čez 50, to je pač neka moja cifra, ki sem si jo zadal, ampak v roku 2 let pa sem, tako bom presenečen, oziroma moj cilj je, da pridemo do tega, da bomo največji klub v Sloveniji. To pa zaradi tega, ker
vsi videli, kaj vse omogoča od zadje, se pravi tega, jaz sem ga poimenoval Cycling Huba na Proof Cycling spletni strani, se pravi v vašem profilu, pa ko bo še ta tekmovanje noter, se mi zdi, da je to taka zelo dobra igrica, ker boste še dodatno vsi motivirani, da se boste spravili na kolo, da boste pravilno se vozili. Tako da jaz mislim, da bo Proof Cycling za vse vas rad tako nek hub, ki se boste gor prijavili, tudi če ne boste, rečemo, šli za to gor, da boste kaj kupili, ampak že zato, da boste v vašem profilu, da boste kaj tvikali kolo, ne vem, gledali, koliko ste prekolesarili, kdaj morate zamenjati verigo, pač polhanje takih stvari, ki boste imeli zdaj gor, ki bi bil jaz ful vesel, če bi kjer avto hiša to za avto naredila, da bi jaz vedel, kdaj imam kaj za narediti, ne takrat, ko mi je avto na števcu. Tako da, evo, to je na hiter, to najbrž sem še kaj pozabil, kar se kluba tiče, ampak sem bil že tako predolg. Tako da, evo. Ja, meni moram In kaj reči, da ti mi kaj, Petra? najprej samo moram reči, da mi ta ideja v klubu ful všeč in da te podpiram, kle oba z Mirsadom na 110% in ful dober, mi je všeč, zelo. Tako da mislim, da bomo kar ena taka dobra družba. Vsi tudi se je tudi danes zdaj pokazali. Sem lahko gre na ta izlet, vsem, čeprav sva rekla, da ful nova komentirala izletov ali kako, ampak vsem ta izlet je bil, mislim, da vse nekaj posebenega za kar večino. In vsem bi par besed rekla o tem izletu. Ena stvar je bila to, da se nas je kljub temu, da je bila težka trasa, nabrali skoraj 30, vsi zelo dobro pripravljeni, moram reči, tudi tisti, ki so mogoče bili malo manj pripravljeni, so dali vse od sebe in so se res potrudili in smo vsi skupaj prišli čez to traso, brez nekih groznih zaostankov. Najbolj bi rada pohvalila tiste, pa jim čestitala, ker je bila to za njih najdaljša trasa, odkar kolesarijo, in pol na koncu izleta sem kle izvedela, da ni bilo malo takih in čestitam. Ni lahko 170 km nares pa 2500 višincev, že glava, če drugega ne, svoje dela. Predvsem višinci, ampak skozi skupino se pa ful da in jaz imam zelo rada take trase skupino, tudi take malo teže, ker se jih res lepo da, tako da to bomo delali naprej, ker vidimo, da je to tudi bila želja. In tudi mislim, da te velo izleti, tako kot so bili od začetka, ki smo jih res delali 100 plus, pa tudi 120, čim smo bili malo navoženi, se bodo kar vrnili in bomo kar tako vozili, ker enostavno ne moramo se vsem prilagoditi, ne moramo se voziti 90, pa 80, pa ne vem, narediti 10 različnih izletov, težko, in bila je želja, da so izleti taki, kot so bili od začetka, ki so bili vse malo daljši in se bomo kar vrnili nazaj na to, pač ostali pa ste vabljeni mogoče pol po izletu, pa se nam lahko kle pridružite, pa se listko z nami podružite, tako da... Ja, pa se mi zdi, da jih je še vedno, se mi zdi, da je malo odvisen tudi od kakšna je trasa, ne? Pač okej, kle je bilo zdaj res toliko več kilometrov, da je bolj zahtevna tudi že samo iz tega vidika. Ja, vse zato... Ampak če pa gledava tako, da je pa na Pohograjcih, ne vem, malo čez 100 kilometrov. Ja, se tudi višinci naberejo, ampak tako pač je, ne moreš pričakovati 100 plus, pa ja, je sigurno, časovno je manj in vsega je manj. Ja, ampak bomo resno, da je ta 100 narejena minimalno v izletu, v to se bomo kar bojo pač tako izleti narejeni. Full fine, meni tako, pa se mi zdi, da oni, ki so bili malo bolj navoženi tam od Cerkance do Hrvaške meje, tam je šlo tako, za moje pojme je šlo res počas, pa sem bil spredi neki cajta, pa sem obračal spredi toliko nizke vate. Tam je bil tudi tak teren, ne sploh od Cerkance do tega, tam je mislim bil en klanc, je bil teren praktično raven ali pa navzdol in tam in tudi ceste so bile pa take, da se ni glih dal hitro voziti, ne. Raj smo šli po tej stranski cesti, kjer se pač ker če bi šli po glavni, bi se mogli po kolesarski potem tam voziti, po kolesarski se spet ne moramo hitro voziti, tako da je mogoče zato bilo ta del malo počasnejši se je zdel, ampak tako, če pogledamo realno sliko 6 ur, 170, jaz sem tudi toliko nekje računala 6 do 6 pa pol ur, da se bomo vozili in tako smo se tudi vozili, tako da mislim, da smo bili čist znotraj okvirja ene lepe vožnje in tudi te postanke sem jih kar dobro naštudirala, no. Moram reči, da sem se to kar poglobila, kje se bomo ustavili, ker je napovedano je bilo sicer še malo bolj vroče, kot je dejansko bilo,
In rabimo pač to, ne, ti eden spije mogoče res 2 bidona v 2 urah, tako kot jih jaz, eden mogoče samo enega, ampak sem videla, da se je kar prav prišlo, da so se napolnili bidoni, na stranišče se je šlo in lepo. Tako da mislim, da je bilo ful dobro. No. Ja. Pa itak na vrh klanca se počakamo, tako da je bilo pač že tukaj, si bil še dodaten postank, rečemo za... Tam so bile še tistih po minutko 2, da si se počakali. Tako da, ne, je bilo top. Jaz sem bil čist presenečen, koliko jih je štartal. Ja, in koliko smo tudi lepo vsi. Jaz sem bila tudi to, da smo res vsi lepo prišli, no. Tako da ni bilo nobenega groznega čakanja. Tudi tam v Sodrašci smo bolj spet se odločili za hitrejšo pa počasnejšo varianto. Malo me je presenetilo, jaz sem šla vmes na stranišče, ko ste se vi odpeljali, pa tako več kot polovica jih je šla. Pa ena vmes se mi zdi, da je bilo že malo prej pečenih, ko smo do tam do Sodrašce vršli, se reka tole pa kar, no, in se je bolj pokazalo, da jih je bilo par, se jih je mogoče malo precenili za avto hitro. Tukaj je zdaj spet tako, ne, ta izlet, tisti, ki greste od te zadnje končne, kjer rečemo, zdaj gremo pa hitrejš, to pomeni, da se gre hitrejš in se ne čaka več. Smo od zadnji, se pravi počasnejša ali pa so kukorkoli in vas bo pobrala, če boste odpadali. Tukaj ni zdaj tizga, da se bo čakal pa jezil na nekoga, ki je prehiter od spredi pelu. Če nisi zmožen se toliko hiter pelat, Anže je dober, zelo dober kolesar, ni pa spet tako dober, da ga ne bi mogli ostali držati v spredi in če ne morete njega držati po 140 kilometrih, potem pač dajte spustiti. Čakajte, da ste izvedeli še koliko manj kil, pa boste sploh presenečeni. Mislim, pač potem je treba spustiti, ne se jeziti na ostale v skupini in spustiti to skupino in počakati, da pridemo mi do zadnji, ali se pa enostavno sam peljati naprej, ne? Ker glih point tega je, da se res naredi potem še ta zaključek kot en finiš za tiste, ki si to želijo. Ne pa, da je to zdaj vožnja, kjer se bo pa čakali. Čakali smo mi, tudi zadnja skupina, nismo šli več nazaj od Sodrašce prav počas. Vi niste bili zdaj spet pred nami pol ure tukaj, to je bilo še 50 kilometrov in mislim, da smo se tudi lepo peljali, da če bi marsikdo z tiste, ki je šel z vami, šel z nami, mogoče bi prišel še pol boljše volje nazaj. Pa vi ste še kasneje štartali, pa pri nas je bilo, ne vem, če smo bili 10 minut prej. Ja, slabih 10 minut ste bili po času, sem videla, ampak ja, mi smo še malo kasneje štartali z tiste pumpe, smo se še čakali. Tako da ja, no, pač treba je vsem dati priložnost in mislim, da tukaj jo damo in potem ne sme biti nobeden slabe volje na koncu. Te hitro se načeloma naredi, da unik jim je bilo, rečemo, začeten del prepočasen, da pridejo mogoče malo na svoj račun, pa tako, da so te hitri unikrat lahko dajo tudi menjave. Ne? Veš, če ti ne možeš dati menjav, pa se sam zadnji voziš, te hitre je pač brez veze. Tako. Ko pol 3-4 pol pa je trajši z nami, počasno pa bod na ferangi, če češ do konca, če ti je bilo prej premali, nas boš prevlekel lepo in bomo vsi srečni. Ampak ne, overall mislim, da vsak let zdaj, ko smo bili v te hitri, tudi če se je kdo na konc pritoževal, je bil na konc zadovoljen, da je šel zaradi tega, ker je pač strošil une patrone in pač je bilo to. Tako da overall jaz mislim, da je bilo čisto ok. Lahko povem še, da prvi izlet za klub bo 11. julija, tako da tisti, ki ste že noter, si poglejte v profil, boste videli, kje je, kdaj se štarta, GPX je že gor, tako da to bomo probali letos narediti. 3 izlete, pol ta zaključen, ki bo od četrtka popoldan do nedele, ali pa pač od petka, kakor boste pač imeli čas. Lokacijo vam še sporočim, ker trenutno so 3 na izbiro, tako da to je to. Kaj pa datum pa že veš? Datum bo en teden po Istri 300. Se pravi, to je mislim, da 10.10. Aha. Ja. Takrat bo pač ta zaključek za klub. Pol pa plan je še, tako da zdaj ne vem, sem to že povedal ali ne, naslednji let, ta prvi izlet, ki ga bomo imeli tak, mogoče bojo priprave, ali pa kaj že kaj prej, to ne vem, ampak bomo probali zorganizirati zdaj avtobusa pa neki in gremo Strade Bianche si pogledati, pa da gremo tako, da bomo v eni vili 3-4 dni spet in da bomo cel vikend tam. To je plan, ne da bo vsak sam šel, ampak da gremo z busom. To je od kluba ideja in to bomo probali čez speljati. Ja, vse da, če se hoče.
Tako da, kaj sem imela? Ja, no, zdaj sva izlet, mislim, da kar pokomentirala. No, tako da, ja. Zdaj ta vikend bo izlet, če bo vreme, bomo naredili. Slabo kaže. Ja, jutri runde ne bo, no, to že lahko, mislim, da kar skoraj sigurno, da ne, se pravi danes, ko boste gledala, ne, runde nav, ker je tudi napovedan ful hladen vreme in tisti, ki ste pogumni, pač kar pejte, vseeno lahko se odvoz, ampak jutri nav. Čeprav sobota pa se ne vem, mislim, da je nekaj tako, no. Če nov držav bo, ne? Tako. Ja. Tako da spremljite Velobar Approved, pa boste videli. Mi dva še nisva nič o Giru povedala letos. Ja, zdaj je končno štartu Giro, kar kaotična je tale bila Bulgarija, ampak sej po drugi strani so pa te začetne etape teh Grand Tourov vedno take, tako da zdaj spet nekaj ekstremenega, da bi rekli, zato ker je bilo v Bolgariji, da je pa bilo, ne, zdaj tam pa mislim, da ni, ne. Vreme jim je še malo ponagajalo, tako da so imeli mokro cesto in so se pol malo vozili po cesti. Ta najbolj grd padec, ki ga v bistvu niti ne kažejo, kaj dost, ne, niti na Eurošportu, ne, tako da očitno je mogel biti res grd. Je bil pač tudi posledica mokre ceste, da so se potem pelali in jih v tisto zaščitno ograjo pometali. Zdaj zaščititi zaščitno ograjo je spet težko, ker ne veš vsakič, pa imaš lahko celo ograjo v raznih povojih, ne, pa ne moreš točno vedeti, na kjerem mestu se bo nekaj zgodilo. Tako da pokazali se ni zaenkrat še nič posebenega. Tale Merle, ki je zmagal 2 šprinta, mi moram reči, da mi je ful všeč. Če pa mlata, ne? Ja, tak lušen fant z lepim nasmehom. Dober mu gre. Simpatičen mi je definitivno bolj kamajlen. Tako da bom kar za njega držala pesti za to ciklamno majico. Mene ta ciklamna majica ful všeč. Že od nekdaj, od Gira, lepša k roza. Tako da ne vem, Vingegaard še ni zaenkrat pomisluje, da bo tam bil en tist v drugi etapi s Pelicarjem kot še enim od kandidatov bežala, ampak je bil to pač tak. Ja, pa še Van Aert je pol bil zraven. Ja, ampak je bil tak prazen skok. Klej se bolj veselim, upam, da bo ratal kaj Pelicarju, pa Bernalu mogoče. Čeprav sem gledala pa etape, a ne naprej, a ste gledal, so pa kar Glih imam odprt. Tako prihajajo kar hude etape, mislim, da je bo kar 5-6 takih, ki bodo kar konkretne, z velik klanca, s ciljem na hude klance in Ja, konc tega tedna, ki je Blockhouse, je v petek, tako da ja. Jaz mislim, da bo, pa tudi tako, ko sem poslušal par tujih podcastov, jaz mislim, da bo kar to ta glavna, se ne bova večkrat tega tedna nova komentirala. Petek, pol je v soboto isto na konc nekaj klančkov, pol je pa še v nedelo še en daljši vzpon, tako da jaz mislim, da se bo pač v tem tednu, da bo praktično že vsega konc. Če bo tako, kot vsi mislimo, pol bo Vingegaard na Blockhouse dobil roza majico in tam bo do konca imel pa roza majico. Ja, jaz tako verjetno. A to si slišala? To jaz sploh vedel nisem, da zdaj, ko sta bila dvakrat, ko je bil Giro, je štartil v tujini, da so mogli ekipam ful več denarja dati. In sploh nisem vedel, da ekipe dobijo, do zdaj so dobivale, mislim, da 40 jurjev ali 60 jurjev, da zato so štartali, ne? Kao za stroške pokriti teda, ne? Kdo jim pa to da? Mesto, ki je štartajo? Organizator Gira ali organizator štarta? Lastnik Gira. Aha. Ja. In zdaj so jim dali pa 120 jurjev. Sej to še vedno ne pokrije vseh stroškov, bo vse, ne? Ampak tega nisem vedel. Za štart so dubali zdaj toliko več, zato ker so drug let zapored iz druge države štartali. Ker ponovadi lahko vsak drug let iz druge države štartajo. Ne? Ja, oziroma mislim, da ni toliko problem, da z druge države štartaš, ampak je, to sem videla tudi pri turu, je, ne smeš imeti tega transferja. Vsako drugo ali tretje leto ne bi bilo lahko, da je ta transfer vmes. In oni imajo spet transfer in zaradi tega, ker to je isto velja za tur, ko hoče Slovenija kandidira zdaj za 2028 ali kako že ne, je isto problem, ker bo eno leto predtem tudi transfer z avionom
In zato je zdaj slovenski pod vprašajem, ko krčeš, a bo transfer odobril, ampak ponovadi se potem nekako se organizator odloči in če se hoče, se vse naredi. Sam je dober, ker tukaj v bistvu spolni fora organizatorja, ampak je sam bolj fora, a Slovenija toliko več plača, zato da organizatorju še denar ostane. Ja, seveda. Seveda, ne. Eno je vse, je pa res, da se da, se pravim, Giro bi lahko štarta, recimo da rečeš, da Giro štarta v Sloveniji, ni problem, da je štart tudi v drugi državi, ker bi se prepelil na štart, recimo danes, ki bi mogel biti, etapa, v Italijo lahko. In tukaj ni problem. Govorimo o transferju, ko morajo iti na avion. To mislim, da je to problem, zaradi tega jim morajo več plačati. No, tako da sicer tudi nisem povedal, da to toliko sploh da dobijo, tako neke stroške. To je na tak način, Prej reka, da oni morajo kaj plačati. Kukor, če sem jaz prav razumel, ima 25 članov plačanih, ko se temu reče, kortizacijo, hotele itd. Je za 25 članov ekipe pa že plačanih. Se prav tega ne krije vsakič ekipa, ampak krije organizator. Zdaj, kar se tiče samih etap naprej, jaz mislim, da so zdajle tale, ki je 13. Kvaj danes za en dan, 11. Se pravi v sredo. Ta je za moje pojme taka, ki bi znala biti zanimiva, čeprav se zna zgoditi, da bojo ubežniki. 14. je pač ravninska, tako da to je to. Pol je pa v petek, je pa Blockhouse, ki je 8,4 posto, 13,5 kilometrov, tako da tam se bo, mislim, da kar dobro pokazali, kdo je ta glaven. To tudi jaz tako mislim. Sicer se pol prehajajo v ta lepši del, v Dolomite, šele v 3. tednu in tam bo... sej, samo 3 tedne pustva še. Dan smo še delač, ampak bo sigurno še zanimivo, šele začenja biti zanimivo, sej še bomo šele videli. Jaz bom pač vsak ko tako etapo držala pesti, da kdo nažge Vingegaarda in to je vse, kar si jaz pač nima veze kdo. Ampak to so želje, ne. Glih teli paci, ki so bili na Giru, UAE je z 10, ima sam še 5 kolesarjev. UAE ima letos kar nesrečo, tako mogoče malo, kaj je bila lansko let Vizma, kar teli pomočniki Pogačarjevi kar kupnijo. Jaz upam, da bodo do začetka tura vsi, da bojo imeli dobro ekipo in da bojo vsem pripravljeni. Tako da, Ampak tako pač je, se tudi Gianetti je dal lepo izjavo po tej etapi, da pač to je dirkanje, da to je, vse se pričakuje in vse se lahko zgodi in da nimajo nikogar kaj zakriviti, kar se pač zgodi. Upajmo sam, da ni kakšnih hujših, pol posledic, da se hiter fantje zližajo, da so bolj samo drgnine. Tam smo videli, enega je bil čist brez hlač, pismo, prav ritje mi od zunij. Drugač pa ena zanimiva, sta s videl včeraj, sta se 2 poročila med Girom. To je bilo to pa še nisem videla nikoli po moje, da to pa taka zanimivost, ka mogoče ne vem, če so drugi to opazili. Ampak meni je bilo kar smešan, kar zanimiv za videti. Tako da pa včeraj tudi ena od stvari, ki sem bila pozorna, ki me je malo bila smešna, če si videl, ki je Kampenarc pomagal temu Deliju iz Lota. Loto, rdeči Loto, ki so, je Kampenarc, tam neki so si bidone podajali in potem je Delije začel odpadati, ne vem, koliko je bilo to, 70 ali koliko kilometrov do konca. In je Kampenarc kao Loto, so bile še 3, so bili, da naj preklopijo njemu, da jih bo on potegnil nazaj noter v grupo. In še tako je rekel ta od komentatorja, je rekel, da bo spenki tole bil Kampenarc. Oh my god, je rekel, tako da Viktor. Tako da ne vem, kva so imeli. Sicer pol nazaj so tekom dirke je preklopil, čeprav že minuto odstopil. Skoraj Deli je nazaj preklopil pol noter. Ampak malo mi je bilo hecen, ne vem, da je en Vizma vleče Loto, tako je malo čuden se skup zgledali, ne vem, kaj je hotel s tem narediti, sta kakšna prijatelja ali kva, ne vem. Se nista oba da Belgica. Ja, pa dobro, se vse en. Pač, ne vem. Tako ne moreš glih. Giro tiče... Še ena stvar sam Giro, ki sem pa, moram pa povedati, pa mislim, da tudi ti bi lahko to povedal še bolj. Education first dresi. Meni so hudi, ki svina.
Asos jih je naredil, zato je lahko še bolj poveva. Meni so tako hud dres, barva in vesolc mi je gor. To je prvi dres, prvi dres, ker razmišljam, da bi si kupila dres, ki ga furajo nekje tako. Res. Čekaj. A lahko izrihtaš? Prav pogledat, mislim, da se jih da kupiti. Jaz verjamem, da Kaj meni ni všeč? Pač meni super je dres in vse, jaz sam vem, da ne bi imel pač vseh teh napisov gor. Ja, to so spet ti sponzorski napisi, a ne. Ja, valjda sam barva pa vesolc bi bilo veliko boljši, a ne. Ja. Mislim, ampak imajo ful, no pa tudi pol imajo ta casual zraven dodatek, tiste majice, pa so meni tako dober. Mislim, meni kot sam dizajn mi je top, sam ni pa šans, da bi bil sam Asos logo gor, pa dizajn tak, kaj je, ja, bi ga imel, z vsemi temi reklamami pa ne si ga vtaknejo nekam. Pač meni ni lepo. Bom pogledala, kaj bo Asos začel prodajati, kakšen ga bo imel, kaj. Kje Asos ni šans, da gre v to. Asos je v to zaradi tega, zaradi brandinga kot ekipe, ni pa to njihov stil. A misliš, da so, ja, meni je ful všeč. Ful, res. Tako da to sem, no, pa tale Loto, Zodal imajo posebne drese za Giro narejene, ker niso modri, a ne, so, tako da jih, če jih boste iskali v pelotonu kot modre, niso modri, ampak so zdaj taki kremni, z enimi napisi oziroma s temi logoti, ki se potem delujejo malka pikice na delač, tako da mi je tudi lep dres, no, tako da nekaj jih je šlo, pa Ineos, ne, Ineos ima pa nasplošno nov dres, ker ima novega sponzorja, tako da so šli z te oranžne na tako zeleno bledo barvo, tako da... Oni, če mene vpraša, so šli čisto k. To, kar je Ineos, ali pa kar je Sky bil z unim enim sponzorjem, in če gledaš biznis model, ne kot ekipo, ampak če gledaš biznis model, kako so se oni šli, so imeli res postavljeno tako, kot je bilo treba. Ja. In ko jih je pač kupil, je šlo sam dol, zato ker on je tudi mislil, da bo zaslužil, ne vem, oni so takrat vložili, če se jaz prav spomnim, ja, ful ogromen je tale Grenadier. 3-krat, ne vem, za kolikokratno so prodali, je Sky prodal Ineosu, a ne? Kolikor so oni vložili. In ja, zdaj, ne vem, meni ekipa kot taka, pač mi je všeč, ko imajo Pinarelote, ampak če pa gledam... Ja, zgubljajo na svojem, definitivno. Ker so bili po moje, da zdaj v bistvu pridobivajo ekipe, tako kot je v Italiji pač SWAT klub, ki je še trenutno še miren pri njemu, tako kot so te Rose Rockets, te, ki so bolj... Rose Rockets so že kar orang močni. Ja, oni izhajajo iz social medije, pač iz tega dela in pač prihajajo gor, zato ker v bistvu in taki klubi, jaz mislim, da so dosti bolj zanimivi trenutno, kakor pa praktično čisto vsi ostali. In če takim klubom lahko ratuje, jaz mislim, da bo tudi mogoče nam ratalo kaj podobnega zapeljati. Pa ne govorim ti na tem nivoju to, kar so Uniji, ampak tako, da ti lahko podpiraš mlajše kolesarje, s tem, kar dajo vložek v bistvu vse tvoje stranke, ne? To je en pač zelo fajn cilj. Ja, no, dobro, sigurno. Klub je praktično sam iz tega vidika. Ja, ne, to čisto druga politika, ne moreš od Ineosa tega pričakovati. Ineos je šel je pa pač zabluzil v temu verjeten. Ampak ja, pri njih je po moje težava to, da so Angleži in so plače pa pričakovanja zelo visoke za vsakega staff memberja isto. In pol, ko ti prideš iz tega, da imajo vsi, ne vem, koliko večje plače, kakor praktično v kjerikoli drugi ekipi, pač saj za une cajte, ne. Zdaj mogoče se kaj spreminja, ampak kakor jaz poznam, je Ineos še vedno za določene stvari zelo dober plača. Imaš pol lahko malo težavo, ker imaš toliko več cash flow, kakor nazaj dobiš, da se izgleda ne gre. Mislim, kar se Gira tiče, bodite pozorni na petek. Kva greva zdaj midva najprej? Čakaj, že Velta je bila ženska.
ti pa tvoje ženske. kdo Sploh to ne moreš gleda? tega prenesti. Ženska, bilo je dobro. A si videl, na Angliru so šle. Prvič so moral imele pohvaliti ženske Urško. dirko, pa to vse, ja. Absolutno. To vse. Ja, sej ti niso še prišla, če ti nočeš govoriti o ženskah. No, da gremo Ja. pohvaliti Urško. Urška je dosegla 6. mesto, generalno, Skupno, skupno. Tudi tukaj na teh dveh zadnjih etapah je bila zelo dobra. Sta bile obe dve težke etapi in sicer ona je bila pol kot nezadovoljna, ker je hotela prav, da biti med 5, čeprav na začetku je bila izjava, da hoče biti med 10, tako da to je že uno, a ne? Že mogoče malo požrešno potem gledaš na to, ampak jaz mislim, da 6. mesto na generalno na Vuelti, pa za njo sta bile Nijevija doma in Polin Prevo, mislim, da je to vrhunski dosežek in tudi sta bile kar z nekimi številkami za njo, nista bile se prav tika, ne. Tako da, ja, moram tudi reči, da mi je zmagovalka Vuelte ful všeč, ta Paula Blasi se res dober voz, ima en tudi tak, ima dobro strategijo, lepo ves čas se voz, ves čas je konstantna, pa spet mislim, da je edina ženska, ki se voz na Y in sicer kler na tem na Angliruju se ni, a ne, pa pred zadnji etapi, pa drugače ostale etape je pa imela. Tako da bilo je dobro gledati, tudi Van der Bregnovo, jasno, 36 let staro, pa je nažgala jih na predzadnjem klancu, predzadnji etapi. Tako da meni je bilo zanimivo gledati, no, samo Vuelto, tako da Jaz sem videl sam naslove. ja, jaz sem pa gledala, tako da zdajle bo, mislim, da je najprej še Giro, ženski pa pol tur, tako da bo Demi vozila tam na Giru. Ja, Vuelta je že zmagala, tako da Gira še ni. Tako da. Okay. To je to od žensk, no, da ne boš. Super. Ja, in Urška, bravo, tako da jaz upam, da si bo letos, vem, da gre Urška tudi na Giro in upam, da si bo tam tudi zaslužila, da gre lahko na tur. Ško moramo mi da še pohvaliti. To je tudi ena, v bistvu najbolj tekmovalna novica tega tedna. Da je Gusto Team podaril rekord na Pancegor. Aha, ja, to pa tudi v bistvu, ja. Sam ti mogoče še ne veš? Pet zdaj pogledati. I know. Je pet pogledati na strava. Jaz ne moram to hitro najdeti. Ti pa vmes govor, kaj se je zgodilo. Pance. No, skratka, jaz sem dobil eno tako prijetno sporočilo prejšnji teden, da za screenshoti od leaderboarda na stravi in je gospod Žiga Hamun je bil takrat še prvi, zdaj mislim, da vsaj tako, kot so mi rekli, da ne bi bil več. Zdaj bo še Petra potrdila to, a je, a ni? Se poglej si vel, čak se ti už težko pogledala. Čakaj, bom še jaz zelo na hiter šel semle. Čak se mogoče pa najdla, zdaj sem najdla Pance vzpon, see details, čakaj, da malo vidim, da grem s to malo bolj počas. All time. Ne, to je nekaj drugega. To ni cel. Kako pa ga najdem celega? Pance do vrha, a je to? Kako se pa imenuje ta odcep? Vse sem ga že najdel. Evo. Zdaj je podaril rekord, potem so šli še enkrat gor, ali je šel še celo sam gor, se ne vem, gospod Steiner, in je še za 12 sekund zboljšal rekord, se pravi, zdaj je povprečna 32 na uro gor na Pance. Se pravi, zdaj Žiga ga je naredil 6,58, mi mislim, da smo ga imeli na Habič ga je naredil, je bil 7,25, lan na velo vzponu, je na 6. mestu, tako da zdaj je pa Steiner 6,46. Se pravi 39 sekund še boljš. Kako pa ga je, a to je Gaspi? Ja. Aha. Ne vem pa, ali je... Kako pa je on to naredil, ne veš? Ja, ne vem pa, kako je pač naredil, a so šli spet skupaj, pa so zdaj njega potegnili, ampak ja, načeloma tele naše Pance dobivajo nek sloves, tako da je kar fajn, da vidiš tako, koliko
te mojstri, ki ga res letijo, ko gre to gora, ne. No, sej na tej trasi je Steiner celo goro enih naredil komov, ne. Ja, se ne čudim, tako da izgleda fant leti, a ne. Tako da to je že nek nivo. 32 na uro je povprečno. Matejlov, še tole pa ne boš podaril. Nimaš šans. To je Nimaš teoretičnih šans. 20 sekund. Ni No. šans. Ok, greva na naslednjo točko. Fantje, super ste. Jaz bi si še želel, da je še več takih, ki malo takole poderkajo na te naše vaške vzpone, da vidimo, koliko smo mi zank. Jaz sem crknil gor, pa moja povprečna je bila 22,2, pa furu sem 9 minut pa 45. Je pa res, da A to imaš letos? Ja. Okay. Ja. Je pa res, da lani smo šli So ti imaš mislim, da minuto sem- bolj drugače. Ja, nimaš? ja. Lani smo konstantno tam cirka minuto bolj hodili. Tako da letos se vidi, da še nismo v tej pravi formi. Ne še. Tako da zdaj lahko prideva na moj problem, a ne? Ali pa bo moj problem za konc pustila. A greva oceniti še kolo. In nisem vedela, da imaš ti lahko probleme. Jaz sem težav s problemi toliko, da... Enega si poslal, a ne? Ja. Zelo meni všeč kolo. Ja, meni je čist hud kolo, sam ga bom pa itak mogel skurcati. Ja, seveda. Se jaz vem, pač ne vem zakaj. Tisti, ki naj jo gledate, če že slišite, da čim manj teh dodatkov gor, še vseeno slikate kolo z dodatki, ki vas nič ne košta tiste sekunde, če vse skupaj dol zmečate za sliko, ker slika je krasna, z lepim ozadjem in z vsem. In kolo je itak... Po mojem je to najlepša fotka, kar sva jo dubla do zdaj. Sebe, že sem jaz razmišljala, da bi začela tudi tako malo ocenjevati, kako je fotografiran, kako je postavljen, da ne samo kaj je kolo. No, Da bi ljudje tudi malo dali na to in da tudi s tem lahko dobi boljšo oceno, zato ker ga je lepo postavil pa lepo sliko. Kaj misliš? Ne, dej. Ocenjujejo kolesa, ne pa fotografijo, ko pol... Že kolesa eni pravijo, da ne znajo oceniti, kje je zdaj še s fotografijami. No, meni je drugače ta kolo una klasična italijanska klasika. Načičkanost, ki malo more biti, ker Italijan more biti načičkan. In kakorkoli je v feltne in kolo in barva in vse gre skup. Meni tudi feltne s kolesom, vse mi gre skup. Pač kle je edin problem, če ne bi bilo res te torbice pa lučke po vseh gor. Tudi bidoni bi lahko ostali, ker so lepi, ker pa še zraven, ker so pinarelotovi. In pač na tem kolesu so pa sam še brez detajlov, ne, nima še tistih finih fines, sicer ima črnoketno, ne, tako da to je že ful lepo, da je sam še en kolešček od zadaj in je kolo v nulo, pa če je brez teh dodatkov, jaz dam 9 oceno. 9? Ja. Ma ti si fuk, je, ne? Ti si kar daj tiste svoje, ne vem kakšne podložke. Meni je ful hud kolo. In pač jaz dam lahko stran tisto torbico v mislih, meni je ful všeč. Ja. No, jaz se v bistvu spet drugače strinjam. Kukar meni osebno kot brand teh felten ne paše pač čisto na Pinarello gor, ne morem reči, da so mi pa napačna izbira v tej barni shemi. Ja, mogo bi ga mogoče malo bolj uživo pogledati, pa tako. Zdaj, jaz ne morem dati 9, ker 9 je zame tako, da je že neki bolj special kolo, da ima pač neki tazga gor, ki je, ko bi rekel, ko se je mogel malo poigrati, ne da je vse pač praktično serijsko, tako da jaz tudi če mi je všeč več kot 8, mu pač ne morem dati, bom dal 7,5, samo zaradi tega, ker ta lučka, torbica, bidoni rečemo, da klep me ne bi motil, ampak ne, lučka je nastavek za Garmin, pa torbica, če bi bilo to dol, bi dal 8. Ampak ja, drugač pa jaz bi zamenil rotorje, kapce na telih bar pluge bi dal druge, pol bi pač pa rotorji bi lock ringe dal druge, verižnik se lahko kaj popestri, kar se tiče koleščka, ja. In pol pač pride, ne vem, se šraufe zamena gor na kolesu in pač pol prideš do tega, da je ocena, ne vem, 9,5, 10. Ja, meni je pa všeč. Ja, pa sej, ker je tako usklajen. Bajk je čisto ja, hud. Ampak prvi od letos, ko sva ga dobila, da je res hud. Ne, vse je bilo že... Meni je ta, ne vem, zakaj, ful mi je všeč. Ja, ful. ne, je bilo že neki Jaz bi koles tako letos, kolo, ko so tako bili... barvo bi imela, pa sem ful na belega Vsaj vsekana. meni mogoče
bom tako rekel, klem je okvir najlepši, ampak če pa gledam celotno sliko, je bil pa kakšen drug mi mogoče lepši. Tako da ja, mu ne morem dati zaradi še teh dodatkov pa tega več kot tok. Ampak ja, drugač pa kot kolo sam po sebi, mislim, je top. Jaz, ki jih gledam, danes sem šel spet po neko robo Maxi Sport. Tam, ki jih vidiš v živo, pa zgleda še dosti lepši, vsaj meni, kar je pa kle na fotki, pa pohvale za sliko, ker je pač vse fotke, ki si jih poslal, so bile res lepe. Jaz sem zbral samo eno, ker se mi zdi, da se najlepš, ne vem, da je najlepš postavljen. Tako da ja, to je to. Ja, meni je lep, tako da lahko pride na kakšno rundo ga pokazati v živo. Kaj imaš, ti še kaj? Ja, jaz sem drugač gledala ta kitajski šov, ne, kolesarski. Jaz sem ga tudi pogledal, pa me zanima, kaj tebe toliko fasciniralo. Kaj mene, če sem čist fair. Ne, mene, da bi rekel, da me je kaj noro fasciniralo. Mislim, pač veliko les gleda pač čudnih, a ne, da so res taka, veliko les je nekih nenavadnih oblik. Večinoma itak vse neki pobran, zdaj neki od Y, neki od Faktorja, neki od Cervelota. Mislim, nič ni od Y pobran, ker Ja, Y je cel pobran iz polhanenih koles. Ja, pa ni, Gremo pa če imajo najprej- enega, ki je čisto Y narejen, ta zadnji del. Super, ampak Y je pobran še prej iz par koles. Ti si smotan, Y je ta zgodila največji nimam ben. Frankenstein med kolesi. Ja, Ja, sem to ne moreš povedati, da je Y. ja, pa ni kaj pobran iz izumil drugih neki. koles. Dej, no. Najgrši bajk, kar jih sploh je na svetu, pa To je tep, men pa ne. prav. No, jaz sem hodila, da mi je to bilo, da so bile oblike koles, oblike, en kolo ima zageštel Jaguarja, pa potem balanco tam okoli glave, pa nekaj narejen, videl, dobro, ja. to so bolj tako smešne zadeve. Potem presenetilo me je to, da je ogromno teh koles je UCI prepovedanih, ne vem zakaj, mislim pač očitno, da potem to tam Azijci kupujejo vse živo, samo da zgleda ali kva. Potem druga stvar, ki pa je, so pa vsa ta kolesa cenovno, so pa to zelo nizke cene, a ne, tam teh koles. To so okoli, tam sem gledala 2000 funtov, so kolesa, tako da to se mi pač pa ne zdijo draga kolesa, a ne. Sam jaz ne vem, a so to že cene z vsemi Z opremo. dajatvami, pa to, ali je to cena, ki jo oni prodajajo tam. Pa ki ga ti dobiš v Evropo, je pa še Ja, to pa ne vem. Prbijajo. Tam sem najbolj videla komentar, sej nisem to vse poglabljala v te znamke, ker to so taka imena znamk, da sploh ne veš, kaj je. Ampak neka, ki jo voz kitajska reprezentanca, da to je bilo v bistvu najbolj tako kolo, ki je zanimivo tudi za Evropejce. Ne vem, kaj je ena znamka. Kaj je Li-Ning? Mogoče, ja. On, ki je imel spredi tako dvignen, pa rdeč je bil. Ali je kjer drug. Ne, imajo oba. Ta je še najbolj tudi dosti normalen izgled, no. Imajo dva. Bil je predstavljen incesten, ali bil aero, pa Kleinball cesten, pa TT. Ni to. In color? No, mislim, jaz sem gledal, To kitajska pa če sem čist fair, razen mogoče tam par teh Overfest izdelkov, ne vem, če sem bil nad čem tako, da bi rekel, wow, to bi pa imel. Ne, se nisem mislila, bolj mi je bilo tako zanimivo videti, ker je vse tako vesoljsko, pa čuden, tudi obroči, a ne, kakšni so bili predstavljeni, vse je vjugast, valovit, ampak tako izrazito vjugast, z nekimi bunkami, z boklinami, take čudni obroči, no, zdaj ne vem, a to dejansko kdo vosa, je to sam predstavljeno. To je tako kot ona modna revija, ko gledaš nekoga, ki je oblečen čist adijo pamet, tazga na cesti človeka nikoli pol ne vidiš, a je to tako s temi kolesi ali dejansko tam pol kdo ta kolesa voz? Te Li-Ning sem jaz govoril že po moje, da 1 let nazaj sem že videl prvo fotko, pa še zdaj se jih ne da kupiti, če jaz prav razumem, ne bi pa naslednje let šli v proizvodno, je pa to ena kitajska veriga športne opreme. Ja, ne, to ni tako, to so tudi, ja, ki so delali športno opremo in so zdaj prešli na kolesa. Ta je meni tak bil zanimiv, vprašanje pa je, kako se to vosa, ne. To pa itak ne moramo Ta je bil vedeti. taki podoben Cervelotu, ne? Balancom tako narejen. Ja. Ja.
Ja, ne, ni to, kaj ga voz kitajska reprezentanca. Neki, in je tudi UCI je odobren in vse so to kolesa, ki se jih voz. In tudi tam piše, ko sem brala, da ne bi bila najbolj zanimiva za Evropejce mogoče ta kolesa. Pa ne veš pa kaj za en brand. Ne, bom zbrskala pa tim povedala. Mislim, če ne. Ja, no, tako da to mi je bilo pač malo mogoče, če človek nima kaj zadela, da malo poferbsa pa viče, kaj ta zga malo No, poglejte si Cycling Bike Show na YouTubeu. Meni je bilo fascinantno, zakaj je bilo enih govorov o novih Elite Wheels obročih, ki so s karbonskimi špicami, pa limane so gor, tako kot ima Syncross, veš, pri top modelu, da so spojene skupaj z obročem. Ja. Elite. Elite Wheels. Aha, Elite, ja, Elite. Ja. Zdaj na Elite, ja. In mi je bilo ful čuden, da je bilo toliko govora o temu, ka meni tako, če povežem z, ne vem, lightweight obroči, lightweight praktičen zdajle jih noben več ne da gor, ker imajo določene lastnosti, ki za rekreativno uporabo niso najboljše. In tudi med profi, kukar so jih včasih še tako, so jih praktičen vsi dajali gor, še na svetovnem, ki je bil tale Gianni Moscon, ki je vozil, takrat, ki je bil še dober, to je bilo po moje 5 let nazaj, 6 let nazaj. Ja, takrat je bil lightweight popularen. Ja, jih je imel gor, ki so bili pač res odzivni, pa za oklanc gor v redu. Zdaj, jaz ne vem, zakaj bi kdo to kupil, ker tudi po sami teži so 1230 gramov. To se meni ne zdi toliko ekstremno nizka teža, glede na to, da je res dosti proizvajalcev, ki pride že na to težo, ali pa ne vem, v parih gramih razlike. In mi je bilo, ne vem, im je sam dizajn bil fascinanten, ali kaj, ampak ja, meni osebno, ne vem, te obroči. Takrat so bili to lahki obroči. Bi vzel kaj drugega, kukar pa pač te ja, obroči. Mogoče pa sem dobro jih plačal. plačal. Servisa in vsega, pač tako, za rekreativno uporabo pač so neke smiselne stvari, pa so neke stvari, ki so tako, si rečeš, ok, jaz imam ful denarja, jaz bi pač si to kupil, sam pa si tudi ne kupaš Elite Wheels, ker še zmer to ni nek prestižen brand. A veš, če kako vzela pa cena je takih filmov? Vse mogoče niti niso to. Trenutno jih še ni v proizvodni sploh. Tako da ne vem, aj cena sploh ni. Oni, če še narediš dober marketing, se o tem pol govori, a ne? Sej, ja, to je lahko, še ne pomeni, da je mene je mal čuden, ker sam ne vidim veliko kupcev, ki bi jih zanimal, rečemo, ta obroč, če bi bili dragi, če so pa pocen, se pravi pocen, jaz govorim od 1000 do 2000 evrov za tako obroč, ne? Se mi pa zdi, da dobiš za tako uporabo, ki rekreativci rabimo, dobiš bolj smiselen obroč, tudi od Elite Wheels, ki bi ga rajš kupil, kukar pa tega. Se pravi, jaz še vedno gledam na vse kot končen uporabnik, da vse se dela nekaj zato, da se prodaja in vedno mora nekaj novega prihajati ven, ker če ne, ljudje ne bi nič novega kupovala. Ne. Jaz sem se včeraj peljala z Carrero mojo, ne, železnim kolesom, ki imam gor tele tubularje Boro, stare obroče, mislim stari, nekoga je to star obroč, to ti mogoče bolj vedel. Te obroči, noter imajo keramične ležaje, to se tako vrti, mislim, ko ga poženeš, res se obroč vrti in sploh ni pomemben, kakšno ima težo, kakšno nima težo. In še tubularje gor, ko zapeleš v kakšno lukenco, sploh ne veš, da si se pelil in tako obdobje. Lej, pa se tega več ne dela. Kolo mi je bil pa, jaz sem se včeraj pa tako dobro peljala na železnem kolesu, pa veter je pihal, pa sva šla v kontraveter, pa sem se ful dobro počutila. Sploh ni bilo. Ja, se mogoče si se dobro počutila, ampak to je zaradi samega obdobja, če bi pa gledala zdaj, da bi šel pa kolo hiter. Ja, pa je šel. V bistvu je šel, glede na to, kakšni so bili pogoji. Dobar. Mislim tako, če bi hotel jeti, vrti se, res se lepo vrti. Še zmer do ni. Ne hoče samo povedati, da se stvari delajo nove, zato da se prodajajo. No. Moraš iti dol iz nečesa, zato da se proda. Niso nič novega odkrilo, da 10 let nazaj do zdaj je še zmer isti šmoran. Pač so zaprti drugače, ampak ležaje, še vedno isti. Vrtel se je isto takrat, kakor se zdaj. Kle ne moramo reči, da se je pa kakšna nova znanost prišla. Ja, vem, pa vidiš, da se eni vrtijo, že ko ga obrnaš tam le gor, kva se en vrti, drug se pa neha vrteti po parih sekundah. Kako so pač zaprte peste, kako pač, kot sam ležaj je pa... Okay. Ležaj, ok, ja, razumem. Ampak... Dobar.
To je to? To je to, pa drugače mi, da nisva komentirala do zdaj tega Seksasa, da gre na tur. Aha. Potrjeno, to veš. Pa si to še tokrat lahko komentirala. Ampak to je še ena od stvari, ki mislim, da je tudi zanimiva slejka prej. Ja, valjda. V najnih prihodnih mogoče pol debatah. Ja, se to bo ful zanimivo. Ja. Tako da, je še to, da veste, vsi, ki ste v klubu, se bomo probali zmeniti še za razne štartnine, pa to boste imeli en zavihek in boste tam noter bili obveščeni, za kere štartnine, imate določene ugodnosti, za kere maratone, tako da še to. Tisti, ki pa organizirate maraton, če hočete imeti kaj več prijavljenih, evo, mi pošljite kam smo vabljeni, pa kakšno kodo s popustom, pa je to. Neč, gre zdaj mi na moje kile, ne? No, hajde. Da ti jaz povem, koliko sem peresno lahek, pa da vždala kakšen nasvet. Peresno lahek. No, skratka, mi smo šli zdaj na ta izlet, ne, da spet grem malo na izlet nazaj. In jaz pač gledam fotko tako sebe, a me jaka slika, se nima veze. Sem rekel, pa se ti ne zgledaš tako neki ful debel, ne? No, in jaz pol sem zbral pogum, da se grem vagat, ne? No, in sicer je bilo pozem popoldan, jedel sem, pil sem ful dober itd., ne? Najprej tebe vprašal, koliko misliš, da imam kil? Jaz pravim, da jih ima 100. No, toliko jih nimam. Dam ti še enkrat, še dvakrat lahko gibaš. Pa imaš pa 96. Več. Pa 98. 97. No. No. Saj jaz sem skozi, imel si jih verjetno tudi že 100. Možno. No, in jaz ko gledam, zdaj sem šel pa zaradi tega gor, ne, ker mi ni jasen, a sem jaz letos res toliko zan kurac, ali so drugi res toliko boljš. Zato, ker zadnjič smo bili na rundi in smo se vozili po ravnini in jaz gledam unevat cifre, so bile dosti visoke, ampak sem jaz prišel spredi, pač se sem spet obračal isto, ne vem, tudi 400 plus, ne, sam sem prišel nazaj, oni so še zmer pritiskali, ne, sem rekel, pa kurba reja, kaj je zato, to? ker so zdaj tvoji vati na kilo rata drugačni. Čaki, povem do konca. No, in zdaj gremo mi spet v klanc gor, jaz gledam tam od Čabarja gor, mi gremo, na začetku, prvih par 100 metrov sem si na izi vzel, pa mi pa šlo lepo, sem obračal tako 300, 320, tudi do 400 vatov je šlo tako, konstant, ne vem, koliko sem imel average power, rečemo, da okrog, ne vem, 320 vatov, ampak kurba, vsi so se mi odpalali, ne. Jaz gledam tako, pa se ne grem švoh, zdaj že 100 kilometrov imamo, ali 90, tako jih je bilo tam v nogah, ne. Vsi Slavko je šumem, pizda pri 70-ih, se vem, da ima cajt, da trenira, ne, ampak kurva, model preklas je šel pri 70-ih, tako in sem prav rekel, fakt, zdaj se moram pa jaz to zvagati, ker to pa ni več, no, in zdaj sem se zvagal in ker sem videl, da je 97 kil, sem zdaj dobil ta prave podatke, ne, da se moram v fitnessu malo manj za zgoren del delati, čeprav danes zjutraj sem v fitnessu, pa sem delal spet prsa, pa rame, danes sem delal hrbet, ampak ja. In kolikrat ti še hodi zdaj na fitness? 1 in 3krat na teden, samo enkrat imam noge, 2krat imam pa zgoren del, 4krat grem pa na kolo. No, dej, pa mogoče bom zdaj v vsakmu vlogu posnel en tako zelo kratek insert, da boste videli nek napredek, a se napreduje, a se ne, pa se bom probal na vsakmu vlogu, koliko imam kil, ampak tako enkrat na mesec bom pa zihar objavil. Ti si 10 kil zdaj le zredil, pa se pravimo, po zimsih imel zihar 100 kil, ker ste je bilo še več, ker zdaj se ti že pozna, da te je manj. Ker te je bilo res več, ker smo prvič se usedali na kolo letos v sezoni, jaz sem ti glih hodila tudi reči, že na izletu pisala, že se še kar dobro zgledaš od ozadne. Ampak prvič, ko smo se usedali letos po zim, si bil kar tak konkreten čez rito, ne. Zdaj si že malo skrb zlezel, tako da smo mogli imeti krepko čez to. In to je to, kar skozi govorim, ker ti govoriš teh 350 vatov, če tako predračunam, je to 3,5 na kilovate. 3,5, jaz če sebe gledam 3,5, se jaz na vsak klancih lahko toliko pelam, ne. Zato pa zanč, ko si šel tam, ne, po tisti ravnini, se je tebi zdel ful, koliko si nas, ni bila ravnina, ko si nas na Katarino vlekel, ne? Se je tudi zadnji meni mogel iti hitrejši. Dobro, tam smo imeli že tudi prej nekaj v nogah, pa so ga se pa šel kontra veter si vozil, a ne? Se tudi noben ni imel želje iti hitrejši. Jaz sploh niti v sanjah ne bi šla hitrejši. Tudi če bi šla lahko ne bi šla, niti v sanjah nisem imela, ker vem, da pol je bil še klanc.
noben ni hotel dati menja, no se nima veze. Ja, no, ampak povej naprej. pač Ti mi nehi nakladati, pa Ja. da rečeš, kaj še pameten na jaz svet. ti dam lahko na svet. Zdaj, v bistvu jaz imam tudi 2 kile več, kot sem, ampak jaz jih imam samo 2 kile več, kot sem jih imela, pa imam kar drastično spremembo v prehrani, ne? Zato ker bi rada Pa imela. Jasen, ti si že ful suha. Zato ti pa pravim. In tudi ti boš mogel narediti najprej eno drastično spremembo, če boš hotel začeti zgubljati, ker zdaj smo že 15. 14. sred maja smo, ne? In če boš hotel, ne vem, ne moreš pa začeti, zdaj ti pa ne svetujem, da začneš noro nekaj hujšati, pa se odpovedati prehrani sploh ne. Ker boš potem, se veš kako. Ampak prva stvar, ki je, že to, da greš 3-krat na teden v fitness, je absolutno preveč. Sam zdaj ti imaš full rad fitness, kaj naj ti rečem. Vem, da noš nekaj hoditi v fitness. Jaz zdaj imam 1-krat na teden fitness, ampak še to poudarek samo na nogi, kor, samo hrbet pa trebuh, kor, nobenih rok, ničesar, z rokam nimam več nobenih vaj. Vse je na nogah, s tem, da delajo se pa ponovitve, da so malo ponovitev z veliko težo. To so trenutno vaje, ki ima se pravi leg press, 40 recimo z eno nogo kil, ali pa tudi več, se pravi 5-6 ponovitev in to je to. Isto tudi ta let pull down, ali kako se reče, nekaj imam za hrbet, sem si zdaj zvišala, imam tudi 50 kil, vidim, da fantje, ki so zraven. Že mišica. Ja, hrbet moram reči, da imam letos res tako kar lep, ko se pogledam. Zdaj se spet o tebi pogovarjava, zdaj ti No, meni svetuj. Ti svetujem manj fitnessa, tako kot si že sami tako ugotovil, predvsem manj na rokah, vstan na fitnessu, pa tudi če greš 4-krat ali 3-krat, koliko 3-krat na teden, ko si rekel. Ta pa, teden moraš po moje večkrat nekaj daš. ja, pa dej pa, ko greš na fitness, pa tam vas kolo. To se meni toliko nada, to je muka. Unika trenažer voste vsaka čas je z tega nam delo. Meni ni všeč. Jaz bi pa ohranila veliko več, se pravi vaj, kar se tiče kora, ja, trebuh, se pravi trebušne mišice, pa mogoče hrbtne, ja, roke enostavno sploh nehi delati. Res nič za roke. No, vidite, tukaj so pol te težave, ker večino rekreativcev pride do tega, pač mi nočemo poslušati trenerjev, ne? Ja, ne, sej, če ne pa po drugi strani, ne, se pa ne obremenjuj s tem, ostan tak, kakršen si. Se ne obremenjujem, jaz bi sam pač, res je pa to že kar malo hudano. Ker kleza na prehrano delati je brez veze, nimaš kaj, ker ti si itak s prehrano težek, že tako, da ti itak ješ en drek kot dreka, to, kar ti ješ, tiste tamle smutije, pa une umetna piščance, pa ne vem koga. Ampak nimaš kaj. Jaz sem čisto v redu. Ja, Pa če si kle naredim na hiter, ker se mi ne da kaj preveč, ampak doma pa zajtrk, pa to pa... a poješ, Ja, normalno. pa v redu. Ja, se pravi, s prehrano nimaš ti kaj dosti komplicirati, vse ve, za kva se gre. Ja. Ampak tukaj, glede na to, itak imaš samo mišično maso, saj si nabit pa nabildan in pač klet je edina stvar, da začneš na fitnessu ali pa pet, ne vem, na nižjo kilažo pol ali kaj s tem, kva, ne vem. Ja. Sam, Bomo videli. v fitnessu nimam jaz tog pojma, kaj ti, mislim, da ga imaš ti sam več. Ne, sej, predvsem je se mi zdi treba kilometrino na kolesu spraviti na več, tako da... Ja, pa nizkointenzivne. Ja, Se pravi, da boš, tako kot recimo meni se zdaj ful poznala, ne, ko smo 6 dni se vozila 100 km, recimo 4 ure, no, pustimo 100 km, 4 ure na kolesu, 6 dni zaporedoma. Imamo nizko intenzivno, to sobotne so itak dolge, pa je nizko Jaz pa moraš, ne smeš je tudi nazaj, ne, do daske, se pravi. Kila veš le tako, jaz sem pokuril 4300 kalorij zdaj v soboto. Ja, sej sam, da nimaš pa v glavu to vse čas, koliko si jih pokuril, najboljš teden. Ja. Mangia molto. Glede na to, da imaš preveč kil, bi ti bilo smiselno malo deficita narediti, ne? Upam, da nisi vse požrl nazaj v nedeljo. Jaz pa mi ni pasal jest. Ja. Noben dan kaj preveč. Ja, jaz moram reči, da pač jaz sem skurila 3300 kalorij, kar je za mene ful ogromen, toliko se sploh ne spomnim, da sem jih nazadnje, na nobenih dirkih nisem toliko skurila. Tako da mogoče na kakšnem letapu dolga. In sem pač sicer, ja, malo sem si mogoče naredila deficita v nedeljo, sem v soboto, ampak smo imeli včeraj eno obhajilo od nečaka, tako da sem tam malo več spet pojedla in mislim, da glih se je izenačila, tako da nisem nič bila ne v minusu, ne v plusu. Tako da... No,
Evo, tako da boste vsi lahko spremljali še prek teh vlogov, bom šel jaz kaj dol, bom šel kaj gor. Se bom pa vagal naslednjič zjutraj, zato da bom res videl, koliko imam. Ja, sigurno še mene 2 kile manj. No. Ja, ka meni zjutraj kdaj tudi še več, ka zdaj je bilo glih, tako da sem ful jedel, ful pil in sem imel že po moje vode ne 5 litrov v riti takrat. Kaj je bilo, ne vem, jaz imam 2 kile razlike. No. Med zjutraj pa, če se vmes, ko se najem, imam tam 2. Jaz sem 3 ali 4 bidone spil v fitnessu, pa sem se šel pa vagati. Ja, to imaš. Tako da je bilo, po moje, da realno gledano, če bi se zjutraj vagal, je bilo to mene 94, tukaj nekje. Tudi tako, ko se pogledam v špegu, nisem si predstavljal, da bo 97. Ja, sam te je, no, ta zgoran del. Roke imaš, hočem reči, da tle tako, ni, samo ogromen te pa kle gora, ne, nobenih šlaufov nimaš, čeprav si bajsi. Fuck you. Zdaj te kle hvalim, da nimaš šlaufov, kličem te pa bajsi. Ni bajsi, je debil je. Ja. Veš kaj sem midva, zdaj ta mesec, v bistvu v aprilu smo imeli premalo prijavljenih, da bi midva sploh potalala te nagrade. Tako da vsi, ki ste bili v aprilu, boste šli še v majsko žrebanje naprej, tako da bo na koncu tega meseca, pač če ste 3, ne moramo glih za 3, tako da sva rekla, koliko jih mora biti minimalno. Pa se nima veze. Skratka, boste šli naslednji krog, tako da vas je vsaj, ne vem, 6, 8, da lahko pol potalamo nagrade, da vsaj zanimivo. Ja. Tako da, a imamo mi da še kaj? Po moje, da je to. Jaz nimam več načina, okay. Jaz sem zdaj vse povedala. Do konca tedna boste dubali, jaz sem zdaj zdizajniral casual tekstil, se pravi vsi club memberi boste imeli casual tekstil, se pravi majice pa puloverji bojo novi. Meni je hudo, tako da boste videli do konca tedna, pa po vsej verjetnosti še oba dizajna majic, ki bosta oba dizajna v 3 ali pa 4 barvnih kombinacijah, ki boste pol vi izbrali, kjer bo šel v proizvodno. No. To so dresi. Ja, dresi. Ki bomo imeli pa tisti, ki še ne veste, se pravi samo ekip RS dresi od Asosa, pa potem pri hlačah bojo samo hlače ekip R, pa v vseh barvah zdaj pridejo v kratkem, tako da bo pa na hlače, kar bo, je isto, kaj je bilo že zdaj, na riti bo Let's Ride napis in to je to, noč se za naslednje let nav spremenil. Majice bojo pa čist nek svoj dizajn, tako da to je to. Monument kolekcija, tisti, ki ste naročili, evo zdaj lahko povem, ki sem jih prej zvedel, čez žepe, nažalost, se ne da dati take poslikave, ki smo jo želeli, tako da če žepe ni poslikave, drugač pa majica ista, so že naročeni, razen če bi kdo želel, naj se do jutr zjasne, pa naj majico poklika na spletni strani, ker drugač pač so velikosti, vam že zdaj jaz vnaprej povem, small, medium, large, pa mislim, ne vem, XS ali pa XL, tako da to je to in ko bojo prišle, bomo naročila pobirali, sam če jih nav dosti naročenih, pač ne bomo sploh oddali naročila in je to. Tako da, to je to iz moje strani. Moje pa sem tudi vse povedala, tako da ti začni hujšati malo, da všla živa od braču teh tvojih Petra, bomo poslušali, tisti, ki se hočete včlaniti v klub do 15.5., se pravi do petka, imate šanso, dobite pač majico gratis, tako da tisti, ki imate res željo, je zdaj ta prava šansa, ker praktično si kupite majico in ste v klubu. Pa ne majico, dres Asosov, super krasen, tako da to se res splača. Ja. Tako da, evo, to je to, sončki, do naslednjič, uživite, čau. Čau.